Mitsubishi Outlander, drug dan, kup stvari še nisem povedal, pojmo se pelat. Mogoče za začetek, ta prva stvar, to sem zvedel včeraj na tiskovki, pa tega res nisem vedel prej. Ti veš, da je Outlander najboljš prodajen priključni hibrid v Evropi. Mislim, je tak zanimiv podatek, a ni no? Aha, avti so pošlihtani. Vidiš? Kaj so pri Mitsubishiju naredili? Dali so nam ful dobro šanso, da primerjamo lanskega, mislim pred prenovo, pa letošnjega po prenovi. Le koliko sta si podobna? Ker misliš, da je ta nov? Lej, tale tukaj je ta nov, ta je pa ta star. Veš, kakšna majhna razlika, da je tole ta star? Tisle pa ta nov. Veš, tu zadnji sta si dosti podobna, pri Mitsubishiju pa poudarjajo, da pleh, pa vse, kar vidiš, to ni toliko pomemben, kot spremembe, ki so pod njim. Zdaj, kaj je točno spremenjen, malo krmiljenje, malo podvozje, ampak ena od večjih sprememb je recimo povečana zmogljivost baterije. Iz 12 kWh so šli na 13,8. Tudi znotraj, zdaj sem se usedel ta starega, zato da ga peljem nazaj, ni velikih razlik. Mislim, dejansko jih ni velikih razlik. Mogoče malo v materialih, pa vzorc na zicih, ki sem ga že včeraj pokazal, je drugačno ostalo pa. Ok, zdaj pa preden se z Gašperjem odpeljava nazaj proti letališču, še en podatek, ki ga do včeraj nisem vedel. A ti veš, da se je Mitsubishi z električno zgodbo povezano z avtomobili začel ukvarjati že leta 1966, da se razumemo, ko pol je zmeri kakšen, kaj reče, a veš, 66, to je 2000 let nazaj. Pa še ena zelo pomembna stvar, vsake toliko časa se najde nekdo, ki je tehnično na zelo visoki ravni, kar se znanja pri avtomobilih tiče in prav folk, da jaz premalkrat dam kakšne podatke, ki bi zadovoljili tudi tako publiko. Zdaj pa tako, če te zanima malo bolj konkretno, na kakšen točen način deluje pogon tega avtomobila, sem pripravil en slajd včeraj iz tiskovke. Tisti, ki vas vse to ne zanima, pejte sam mim, tisti, ki vas pa zanima, pa bi se radi poglobili, recimo v primerjavo tega štirikolesnega pogona v primerjavi s kakšnimi drugimi Mitsubishijami avti, stisnem pauzo, podrobno preglej, se zakopalo to, pa pol piči naprej. Še en podatek nam je Mitsubishi včeraj na tiskovki dal, ki se mi je zdel tako na en način relevanten. A veš, avto ima dve 220 voltne vtičnice. Zdaj po eni strani, kaj to nam, predvsem Evropejcem, pomeni? Ja, za kakšne manjše appliance, zapolniti kakšno stvar, ali pa včeraj so si z Gašperjem ajde naredila kavo. Pa smo pa slišali eno zgodbo o japonski družini, ki je pa imela ta avto, zamedel jih je, sneg jih je odrezal od sveta za 4 dni, brez elektrike, brez vsega. Ugan, kje so dobili elektriko. Ta avto jim je na en način pomagal preživeti. To pa je taka zgodba, ne? Se je šel zapomne. Kako pa je? Počešno greš. Res? Gašper gre počešno, spet bo mora putati. Yes! Pa so sočne! Pa so sočne. No, dobro še. Pa avto nisem še nič pokazal znotraj, mislim tukaj, armaturka pa te fore, a? Takole izgledajo merilniki, tole je vmesnik, klima. Vidiš, tole pa sredinski greben, tukaj je izbirnik smeri vožnje, pa tipka, s katero prilagajaš vozne programe, pa še tipka šport. No tudi te tipke sport prej ni bilo, če pritisneš, ta pogonski sklop bolj odziven. Zdaj. Kaj je? Vse boš dobil nazaj. Ker ti sedeš, da sem mikrofon. Kaj bolana sredi stari. To je to, videl so na koncu. Prva sva.